Predstavitev je namenjena predvsem otrokom in družinam, a prepričana sem, da je upodobljeni prizor iz svetniške legende zanimiv prav za vse. Sveti Jurij je bil vitez iz Kapadokije, ki je obsegala velik del današnje Turčije. Je zaščitnik vojščakov in orožarjev, pa tudi zavetnik več mest, na primer Pirana, Ptuja in Ljubljane. Pri nas mu je posvečenih veliko cerkva in po njem so poimenovani številni kraji, na primer Šenčur in Šentjurij. Svetnika opisuje mnogo legend, med njimi pa je zagotovo najbolj znana ta o njegovem boju z zmajem. Strašni zmaj si je v močvirju ob mestu naredil brlog. Zmaja so se ljudje bali, saj je bruhal ogenj in kadarkoli se je približal naselju, je svojo strupeno sapo povzročal bolezni. Da bi potešili zmajevo lakoto in da bi ga odvrnili od lomastenja po mestu, so mu meščani vsak dan žrtvovali 2 ovci. Ko je teh zmanjkalo, so morali žrtvovati ljudi. Nekoč je žreb določil, da je naslednja na vrsti za v zmajev želodec kraljeva hči. Kralj je zbral vse svoje bogastvo in ga ponudil tistemu, ki bi jo zamenjal, a zaman, kraljična je morala k zmaju. Po naključju je ravno takrat mimo prijezdil Jurij na belem konju in ko je ugledal zmaja, se je pogumno podal v boj in ga zabodel s sulico. Okoli vratu mu je zavezal kraljičnin pas in odpeljala sta ga v mesto. Meščanom je obljubil, da bo zmaja ubil, če se bodo vsi dali krstiti. Ko je zmaja usmrtil, se je dalo krstiti okoli 15.000 ljudi. Podoba svetega Jurija na konju v boju z zmajem spada med najbolj znane upodobitve v krščanstvu. V legendi zmaj predstavlja stara verovanja, ki jih premaga nova vera, krščanstvo, tukaj ponazorjena s svetim Jurijem. Jurij pa predstavlja tudi pomlad in prebujenje narave. Na njegov god 23. aprila praznujemo Jurijevo, ki je po ljudskem koledarju začetek pomladi.